Torej, bom stal še par trenutkov, potem pa sem mogel vse, ker moram vse stvari krvili, tako da... V glavnem, mislim, danes bi bolj iz matematičnega vidika osvetlil moj projekt, ki se v kratkih besedah lahko opiše takole. Razvijam računalniške programe takega tipa, ki lahko ustvarijo nepredvidljive, mislim, neponovljive barvne kompozicije, ki vsakokrat drugačna, vse je to, mislim, naključno, časovno, mislim, odvisno, kajti čas beži stalno v eno smer in koliko je čas ugrajen v algoritme, to tudi pomeni, da se nikdar ne bo ista kombinacija slike ponovila. Torej, da se z računalnikom danes riše, vemo vsi, tukaj bi vam najprej v začetku prikazal tri vidike tega risanja, kjer bi prikazal vlogo računalnika oziroma programa pri nastajanju slik. Tako da grem kar na, mislim, neposredne programe. To je enostaven program, ki ga vsak slikar rabi, ampak ne program, ampak vsega rabi barvno paleto, rabi barve, mislim, rabi čopič, in recimo, ne vem, vzeme barvo, nariše nekaj, eno črto recimo, pa vzeme drugo barvo, pa spet riše recimo, pa vzeme, ne vem, mislim, zbere tretjo, ne vem, bomo rekli, kaj je, eno rožico tukaj recimo, ne, pa mislim, da ne bom predolg s tem, v glavnem, tukaj je računalnik sodeloval pri nastanku te digitalne slike, vendar izključno kot popolnoma neaktivno orodje. Vse, kar je tukaj nastalo, je bilo moje delo. Izbiral sem barve, izbiral sem čopič, izbiral sem to, mislim, kaj bo naredil sploh vsebino in vse to. Torej, to je samo zdaj, mislim, posnetek stanja, ki ga vsi umetniki klasični pač vsak dan uporabljajo. Ampak tukaj je bilo pač, mislim, samo orodje, uporabljeno drugačno. Drugi primer je pa že malo bolj tak, da prepušča računalniku že določeno vlogo. Jaz sem naredil eno tako figurico in če jaz ta program cikliram, bo, mislim, računalnik vsakokrat, mislim, narisal tole figurico, vendar bo vedno drugačna. Zdaj, torej, koliko kombinacij je, bi se dalo preračunavati, kajti spreminja se lokacija, velikost, barve tega možička. Torej, tukaj je program izdelan tako, da riše figurico, kakšna bo, je pa prepuščeno njemu in naključju. No, mislim, tretji primer, mislim, risanja, s katerim sem pa ukvarjali danes in ki bi želel, mislim, prikazati tako, da v njega pristopam, je pa čisti algoritemski način. Kliknem in program mi nekaj, mislim, nariše. Uporabljam besedo nekaj, zato ker tisto, kar je pač neke ploskve, mislim, neke krivulje, barve in tako naprej. Torej, pri tej sliki pri nastajanju ne sodelujem prav nič, ampak vse te parametre slike, ki so tu nastali, so se na osnovi algoritmov določili znotraj samega programa, vsakokrat drugače. No, da bi vam lažje razložil stvari, bi si pogledali, bi si nekaj infrastrukture, kaj jaz tukaj pri teh programih pravzaprav vse potrebujem, da lahko nekaj takega zložim. Torej, prvo je programski jezik, Visual Basic, ker ni namen, mislim, danes informacijska plat, bi samo omenil, da je ta Visual Basic je dost dober grafični jezik, mislim, deluje izredno hitro, je tipa, da pravzaprav, mislim, deluje akcijsko, kliknemo nekaj, se nekaj, mislim, izvede, kliknemo drugo in tako naprej. To boste videli med sami programi. Mislim, v tem jeziku programiram od leta 2000 dalje. No, pomembna stvar so koordinatni sistemi. Torej, koordinatni sistemi. Mislim, jaz sem delal vse na objektu, ki se bo klicala slika, ampak ta slika ima en koordinatni sistem.
tukaj vidimo najprej, mislim, kartezijev x pa y. Od minus plus y bi poznamo vsi, mislim, zelo dobro. To je en koordinatni sistem. In ta točka, recimo tukaj, je določena z koordinatami x pa y. Polarni koordinatni sistem temelji na definiranju točke z radiusom, z razdaljo od koordinatnega izhodišča in kotom, ki ga oklepa do x osi. No, tale točka ima torej koordinate r pa tale phi. Mislim, tale kot. Tretji koordinatni sistem je pa kompleksna ravnina, kjer vsaki točki v tej ravnini lahko priredimo kompleksno število in, mislim, torej, bom zahajal v kompleksna števila, vendar vas ne bom preveč moril s tem, ampak dejansko vsi se spomnite, z je x plus y i, oziroma kvadratni koren iz minus 1 je i. In iz tega izhaja celotna filozofija kompleksnih števil. Mislim, vsaka točka te ravnine ima neko svoje kompleksno število. In četrti koordinatni sistem je koordinatni sistem programskega jezika, ki se prične v tem zgornjem kotu in teče recimo v tej smeri, j teče v tej smeri, po vrsticah in po koloncah. Zdaj, tukaj raster tega koordinatnega sistema, mislim, so zelo različni. Pri svojem delu uporabljen raster en piksel. So tudi twipsi, ki so še bolj fini in tudi drugi. Torej, z vsemi temi 4 koordinatnimi sistemi se moram stalno, mislim, znotraj mojih programov nekako med njimi izmenjavati informacije. Omenil sem, da se stvari naključno dogajajo. Mislim, torej, naključna števila, mislim, najbolj naključen primer je metanje kocke, ker, mislim, so izidi med 1 pa 6, katerikoli brez povezave, mislim, med sabo, nikoli se ne ponavlja ista sekvenca, tudi če vržemo 3x6, recimo, pa potem prišlo spet eno število, ki, mislim, splešno, sekvenco teh števil pa ne bo imelo veze. No, temu se reče fizikalni generatorji naključnih števil. Ti so, bom rekel, 100% pošteni, tako bi rekel. Jaz sem se, mislim, znotraj svojih programov sem prišel na eno idejo, da bi sam sproduciral en fizikalni generator, no, in sem vzel naš, mislim, sistem, sončni sistem, mislim, planeti, mislim, se vrtijo, to ni, mislim, da točno je merilo risano, ker, mislim, sredinske planeti so dosti bliže skupaj, ne? Ampak, dejansko, če jaz v vsakem trenutku izmerim razdalje med vsemi planeti in da pravim neko vsoto ali pa še kaj pridodam zraven, mislim, da dobim neko vrednost, ki je dosti naključna. No, tukaj spodaj vidite, mi recimo riše ta diagram naključnih števil, ki izhajajo iz tega kroženja zdaj, ne. Za mene pri tistem programu in pri tistem risino je bilo to dovolj dobro in če vidimo, mislim, kako se stvari rišejo, ne, vidite takole, ne. Tako malo počasno, mislim, bomo da vidite, recimo, tole nekaj riše na osnovi teh naključnih števil, izbira barve, izbira lokacije, izbira vse. Torej, to sem, mislim, želel simulirati en konkreten generator, fizikalni generator naključnih števil, ki nam je poznan, recimo, ne. Pri uporabi v matematiki so pa tako imenovani pseudogeneratorji naključnih števil, ki generirajo naključna števila v tem smislu, da iz predhodnega števila po neki formuli zgenerira naslednje. Slabost generatorjev je, če ni ta formula, mislim, dobro sestavljena, da se bo čez n ponovitev
mislim, no je lahko gre proti neskončnosti, ne, se bo ta niz naključnih števil pričel ponavljati. Zdaj, mislim, za neke, statistične študije mogoče ta zadeva, mislim, ni uporabna najbolj, za mojo slikarijo je pa, mislim, popolnoma dovolj. Tako da, jaz sem tukaj tudi, mislim, naredil eno formulo pseudogeneratorja. Evo, to je recimo ena formula, mislim, ne bi zdaj dosti razlagal in mi generira tale naključna števila, ne. Če pa vnesem neki sit je to pričetna števila, ne, bo ta vrsta naključnih števil drugačna. Torej, jaz tu nisem šel kontrolirati, jaz sem bolj po grafičnem prikazu tem oceneval, da naj bi ta števila se ne bi v kratkem času ponavljala. Je pa takole, da, mislim, tu je cela vrsta pseudogeneratorjev naključnih števil in ker če v tole formulo, vidite, da je A od naslednjega je A od predhodnika, ki ga delim 100, ki ga množim z ostankom plus neko konstanto B pridodan zraven, pa dodam še neko konstanto C in upoštevam tudi tekoče številko števila, ne, sem ga relativno dobro zmedil. No. Torej, lih to sem poskušal iz svoje lastne, mislim, radovednosti, čeprav Visual Basic uporablja generator naključnih števil, ki generira, mislim, števila med nič in 0,999, nikoli 1. In iz te cifre, mislim, 0,999 in ostalih proti nuli, lahko mi z matematičnimi triki lahko zgeneramo katerokoli vrsto naključnih števil. No, recimo tu je ena vrsta, ta, če večkrat klikam, se mi ponavlja. Tale tukaj je števila med nič in 100, mislim, naključna števila med nič pa 100, tudi ta se mi ponavlja, razen če za postavitev pričetnega števila, to je tisti sit, ki sem ga prej omenil, izberemo časovno komponento, mislim, dobesedno trenutek časa. Ker čas teče stalno v eno smer, se ta vrednost časa v vsej kozmosu ne ponovi in če znamo to število dobro pretvoriti v tale sit, bomo prišli do naključnih števil, ki se ne ponavljajo, ki se sekvencam ne ponavljajo. Tukaj se marsikatero število ponovi, vendar naslednje ni v tisti sekvenci od prejšnjega. Ne. Torej, to bi bilo tole, no in tukaj, ta je pa tisti, ki je oplemeniten s tem trenutkom časa, vidite, tako med 1 pa 100, in vsakikrat so to drugačna števila. In vse to jaz rabim znotraj mojih programov. Druga stvar je tako zvani genom, oziroma genska koda. Na začetku vsakega programa si tvorim nek skupek števil, ki so za tisti programski cikl konstantne. Vendar se zgenerirajo naključno in kot smo prej razlagali, če je teh števil, recimo, 15, 20 in v nekem območju vrednosti, in si dobimo spet kombinacijo genoma, ki je tako rekoč za naše razmišljanje neponovljiv. Bom samo tole pokazal. No, recimo, da imamo števila, ki so med nič pa 9, so 3 cifre in z njimi tvorimo lahko nič, nič 1, nič, nič 2, 1, 2, 4, 2 in tako dalje. Torej, kmalu vidimo, da formula za izračun števila teh kombinacij je A na B to potenco. Pomeni, da A je velikostni razred, B je pa število števil, ki jih imamo v tem skupu. In mislim, 10 na tretjo je desetiški številčni sistem. To mi se vidimo hitro in to formulo lahko uporabimo dalje.
Konkreten primer, mislim 12 spremenljivk, vsaka ima vrednost med 1 in 25. In če jih, vidite, mislim 9, 10, 16, 9, 18, 5, 6 in tako naprej, če jih te recimo tako klikam, bo vsakikrat drugačna kombinacija teh bogih 12 spremenljivk, mislim samo 12 je. Ampak takih kombinacij, če bi takole klikal, jih je pod analogiji tiste formule zgore, je tukaj 25 na 12 potenco. Mislim, to se da preračuna hitro. In imamo 5,9 in toliko krat 10 na 16 potenco je teh kombinacij. In že taka števila bi mi meni, mislim, zadoščala za karkoli, za kakrkoli uporabo tega genoma, oziroma genske kode za zagon programa. No, mislim, še en primer, jaz rabim praktično decimalna števila, ker operiram v koordinatnem sistemu minus 4 plus 4 minus 3 plus 3 in tam noter niso vrednosti 5000, ampak so vrednosti 2, in toliko in tako dalje. Torej generiram decimalna števila, tu so, mislim, decimalna števila med 1 in 5 na 6 decimalk, vseh jih je med 1 in 5 jih je 4 milijone, mislim, če gremo računati 4 milijone na 12 potenco, je 1,6 krat 10 krat 10 na 79 potenco. Torej hočem reči, moj genom v začetku vsega programa za naše razumevanje se ne mora biti ponoviti in že to garantira, da bo drugačna slika. Če gremo, to je zdaj ena vrsta spremenljiv, ki vstopajo v moje formule. Torej, algoritmi znotraj programov so v bistvu skupki formul, v katere vstopajo te spremenljivke. To še niso vse. Te so tiste, ki so za en programski ciklus konstantne. Imam tudi spremenljivke, ki med samim procesom nastajajo. To je pa tole, mislim praktičen primer. V ozadju programa teče neki proces, ki proizvaja neko spremenljivko in tisto vstopa v formule. Tako da celotno, mislim, zadeva še dosti bolj zmedne, kot bi lahko zmedna bila, samo zaradi genoma, ki je že v bistvu v številu kombinacij, ki je proti neskončnosti. No, recimo, jaz rišem tako, da po stolpcih rišem točke in od zadnje teče neki proces, mislim, recimo, če tole vstavim, vidite, med tole točko in trenutno točko tiste krivulje je neka razdalja. Ko rišem dalje, pa spet vstavim, med tole točko in tisto točko je neka drugačna razdalja. Zato, ker tale proces v ozadju, mislim, zdaj mi je malo vtekel ven, v ozadju teče po neki stokastični krivulji, je ta razdalja med trenutno točko in trenutno točko, ki jo rišem, živi stalno. Se lahko tudi ponovi, ma se ne ponovi sekvenca tistih. Tako da je to spet ena vrsta spremenljivk, ki se generirajo med procesom in vstopajo v formule. Zdaj sem govoril dosti o teh formulah, kaj nam pravzaprav te formule dajo. Bom še nekaj pokazal prej. Kako rišem sliko. Samo toliko. Bom še vse ostale stvari, mislim, razložil potem. No, sliko rišem jaz, ko ste videli prej, po vertikalah in po... Pardon. Ni ta bila mišljena. Samo trenutek. Evo. Tile kvadratki si zamislite, da so piksli. Na vsakem od teh kvadratkov se izvrši algoritem. V tisti preračun algoritma se vnesejo tiste vrednosti iz genske kode in tiste vrednosti, ki trenutno med samim procesom nastajajo.
In vsa muka, ki jo algoritem izdela, je v bistvu to, da določi vrednost točke, na kateri se takrat, mislim, trenutno nahajamo, ali pa določi neko vrednost, ki mi pomeni skok v barvno paleto, da vzemem barvo. Mislim, tu sta dva načina. Ali direktno iz tiste vrednosti, no recimo, če na piksel gremo, potem mislim seveda risane takole. To vsak piksel, mislim, ne vidimo več. Če gremo, mislim, delati naključno tudi večkrat rabim, recimo. Vidite, to prižiga točke, mislim, naključno in ko vse prižge, mislim, da stane slika. To sem vzel, mislim, en privir s konstantno barvo. V glavnem, vsa muka algoritma je določitev barve točke, določi jo tako, da jo ali preračunava, ali pa jo vzeme iz barvne palete. Zdaj, barvna paleta pa recimo zgleda takole, to je recimo en privir, jaz imam v programu, mislim, recimo neko število barv, iz teh barv mi program zgenerira njanse barvne palete, ne samo prepiše barve, ki so tam, ampak vidite, da so tele ploskve so kot neki gradient počasi. In s tem pridobim, mislim, če imam jaz recimo takole, mislim, barve v programu takole zgledajo, ne vem, mislim, barva morja so vse, mislim, te barve, vendar zaradi, mislim, barvnega gradienta nastane potem še n-krat več možnih njans barv. No, mislim, druga vrsta paleta je pa taka, ki jo lahko generiram, takole, ne. Mislim, ta se pa, mislim, generira popolnoma naključno. Tale jemlje barve iz programa. In tako, mislim, imam tam skupine modrih, skupine takih, ne vem, barvo za naravo, barvo za tako, barvo za ono, in potem mi on meša tele barve in tako naprej. To bi bilo zdaj v zvezi z barvnimi paletami. Barve. Mislim, zdaj smo govorili samo o številkah, ne? Torej, rezultat algoritma je neko število in zdaj iz tistega števila ali on preračuna barvo, ali jo gre iskati v barvno paleto. Mislim, uporabljam trikomponentni barvni model, RGB, in sicer recimo ima tri vrednosti, med nič in 255, in recimo, če so vse tri nič, je to črna barva, vse tri 255 bela, če je prva, mislim, 255, ostale nič, no, se vidite tukaj tudi, mislim, rdeča, zelena, modra in ostale variante, recimo, naključno, vidite tukaj zdaj, tukaj se naključne vrednosti, mislim, pojavljajo, ne. No, možnih je nekaj preko 16 milijonov barv, to je sicer, mislim, zelo teoretska številka, kajti, mislim, monitorji prenesejo bistveno manjše število barv, ne. Tako da, mislim, jaz delam z vsemi temi, vendar to, kar se potem vidi, mislim, je malo daleč od drugega, kar bi lahko bilo, če bi resnično vse barve, recimo, videli, kar je skoraj tudi zaradi, mislim, zelo, mislim, majhnih razlik med odtenki ne bi bilo niti hodno, ne. No, kako iz številka, rekli smo, da programski algoritem izračuna eno cifro. To je neka številka in recimo, da je izračunal 3, 4, 5, 6, ne. No, okej. Evo, in iz te številke dobim tole barvo. Izmeraj dobim tole barvo. Mislim, če še enkrat to ne znam, kar se rekel, 2, 3, 4, 5, 6, ne. No, prej bom zmešal to še samo malo, tako da ste verjeli. 3, 4, 5, 6. Ok. In imamo isto barvo. Torej, algoritem, ki na osnovi neke cifre izračuna statično samo eno barvo. Algoritem je lahko dopolnjen z časovno komponento. Spet, mislim, smo tam. Čas vpliva na to, iz te številke bom lahko zdaj jaz
mislim, določil vsaki trenutek drugačno barvo. Tako da tudi, ko jaz rišem, ko on generira barve, mislim, ne more vedeti, kaj bo, ker v vsakem trenutku zadeva, mislim, izhodiščno drugačno, ne? No, druga zadeva je pa določitev iz palete, torej v nadaljevanju bom pri večini svojih programov jemal barvo iz barvne palete. To je pa barvna paleta, ne? In recimo, če spet vnesem, recimo 1, 2, 3, 4, 5, ne? Iz tele številke bo on preračunal pozicijo iz barvne palete, iz kjer bo vzel barvo. Evo, izračunal je pozicijo 213, ker cifra je prevelika, mislim, tukaj pač uporabljam neke trike, mislim, celoštevilčne deljenje in še druge stvari. On je zdaj tukaj, mislim, iz tiste cifre izračunal pozicijo na paleti 213, to je 213, vidite, je nekje tukaj, ne? Če zamenjam paleto, ne? Če zamenjam paleto, ok, pardon, mislim, zdaj smo še zamenjali vse, ne? Če ponovno vnesem neko številko, ki je iz algoritma prišla ven, ne? In določim, mislim, tu je določil vrednost 3, 2, 2, 3, vedla zmeran konstantno. V tem primeru ga nisem obogatil še z časovno komponento, ker potem bi mi smisel barvnih palet se nekako zgubil. Tam, kjer generira barve avtomatsko, si lahko to privoščim, tukaj pa vidite, tale 3, 2, 3 je recimo tukaj, ne? In je tale temno zelena, no? Mislim, drugače pa v programu, ko se šetam po barvni paleti, recimo, mislim, tekoče spreminjam barve. To je bilo glede tega, kako pretvarjam iz številke v barvo. Torej, risanje po točkah in vrsticah smo pokazali. Če ponovim še enkrat, v smislu je v preračunu barve in pri mojih, mislim, programih to pomeni neka pozicija iz barvne palete in od tam vzemem barvo ven in narišem točko. Zdaj narišem točke vertikalno, vse teh je, mislim, vse moje slike, te, ki imam demonstracije, so 900x675 pixelov, to je nekaj čez 700 tisoč točk, ne? Torej, tolikokrat se algoritem ponovi in izračuna neko vrednost. Zdaj, tukaj, mislim, če bo čas, bo mogoče to neskončno še, mislim, prikazal, ampak ker smo z eno, kar nekako teče. Torej, predstavil bom 3 načine risanja, risanje v kartezijskih koordinatah, risanje v polarnih koordinatah in risanje v kompleksni ravnini. Torej, kartezijske koordinate -4 + 4, od 3, mislim, y3, 3, torej, za vsako točko, za vsak piksel obstaja neka točka, ne? Mislim, neka vrednost in da ne bi preveč časa, bom kar šel, mislim, pokazati, kako tole gre. Bomo zbrali, mislim, najprej eno barvno paleto, recimo tako, in prvi primer, mislim, vidite go, ne, barva je konstanta, to mislim, se vidi, ne? Ja. Zgore levo, mislim, barva je konstanta, pozicija iz palete, to je pa POZP, je 300, mislim, to sem, mislim, določil jaz. Dejansko tale slika bi mogla biti zdaj, če vzemem, ki je tukaj 300 v neki zeleni barvi in konstantno cela slika zelena. Zato, ker tale formula je konstanta, ne? Torej, če rišem, vidite, je zelena barva. Če zamenjam paleto, recimo, ne? Vidite, zdaj, mislim, še zmeraj je formula 300, 300 smo zdaj tukaj, ne? Na tej malce bolj, mislim, turkizni barvi in če zdaj rišem tole sliko, mislim, da bi sliko v turkizni barvi. Torej, to je zdaj, če je barva konstantna. Drugi primer je, če se barva spreminja z x-om, torej funkcija od x-a, -4 do +4, recimo v tem našem primeru. Torej,
tu bom uporabljal absolutne vrednosti iz enega, mislim, preprostega razloga, da sem si olajšal, ker ne smem za nekaj temi vrednostmi vstopati v barvno paleto, ker, mislim, ne gre. Torej, mislim, barva je funkcija x-a, formula, mislim, je pa pozicija iz palete je absolutna vrednost 150 krat x. Torej, x, recimo, v sredini je x nič, ne? Če tole rišem, ne? Če tole rišem in če je x nič, je ta poz p enako nič in smo recimo tukaj. In je tole tale barva, ne? Pri x-u je plus 4 ali pa minus 4, ne? Ali pa 2 ali kolikarkoli, ne? Množim to 150 in dobim potem barve od tukaj, mislim naprej, do neke cifre pa nazaj. Torej, v bistvu tukaj prerisujem barvno paleto v odvisnosti od spremenljivke x. Da gremo naprej, mislim, barva je tukaj, mislim, funkcija x-a pa y-a. Mislim, pomeni, zdaj bosta obe spremenljivki vplivali na na jemanje barve iz barvne palete. Mislim, torej formula je tudi malček večja, ne? Mislim, torej pač te faktorje jemljem, da se prilagodim dolžini. No in tukaj bo zdaj slika izgledala takole, ne? Zato, ker x pa y zdaj vplivata na pozicijo, iz katere vzemem barvo. Vidite, če spremenim paleto, ne, bo slika čisto drugačna. No to bi še omenil, mislim, barvna paleta je v bistvu krovna spremenljivka vsega tega dogajanja. Če jaz, mislim, spremenjam barvno paleto, se spreminja tako oblika slike, kompozicija, barve pa sploh, ne. Mislim, torej dejansko, če barvno paleto, ali pa mislim, da dam tako gostobo, ne, vidite recimo, no, torej, to je bil primer, če zmeram enostaven, ne, da je barva, mislim, funkcija x pa y. Vzemimo primer, da je barva, mislim, funkcija x pa y, pa že malo zakompliciram zadevo s trigonometričnimi funkcijami. Recimo, mislim, trigonometrične funkcije so izredno ugodne zaradi svoje pojavnosti v obliki krivulj in izlikvim vplivom. Mislim, ta vpliv, mislim, vrednosti med minus 1 plus 1 je, mislim, čudovita zadeva. In tukaj notri se da, recimo, mislim, spraviti marsikaj. Torej, tu sem zdaj ta x pa y malček oplemenitil s trigonometrijo in tu nastane potem slika taka. Vidite, to je že malo bolj kompleksna slika. Če gremo še dalje, no, tukaj uporabljam neke razdalje med vnaprej predvidenimi točkami, mislim, znotraj programa in bom spet, mislim, pogledal bom kakšno drugo paleto, recimo tole in bo slika taka. No, torej, če zakompliciram še malo bolj, sicer te enačbe so sila preproste. No, recimo iz te enačbe bo ratela takšna slika. Torej, tu je nemogoče predvideti, kakšna slika bo. Iz tiste x pa y se mogoče da, tukaj pa praktično bi si nemogoče. No, in zdaj bi na osnovi tega nakratko en program predstavil, ki deluje na osnovi te logike. Tak, mislim, program, s katerim ga pač delam slike, no. In to recimo zdaj je en primer slike, naključno prižiganje točk po mislim, preračunavanje formul in ko on obdela vse točke, mislim, nastane ena slika, lahko je nekomu lepa slika, je pač vsaj, mislim, v smislu demonstracije vidimo, da je nekaj bilo videti, ne? Ni bilo, mislim,
vse, ne vem, razsuto oziroma zmešano, ne. Mislim, ta program pozna 4800 različnih tipov slik, jaz jih obladam 70, ostalih nisem niti iskal, in bom nekoč že najdel, recimo, ne. Nekoč, no recimo še tako sliko, recimo, ne. Torej ta zdaj više, kot smo rekli, ne, od leve proti desni. No, to bi bilo v kartezijskem koordinatnem sistemu algoritemski princip risanja. Ker čas teče, smo izbiram v eno smer, ne. Drugi primer so polarne koordinate. Torej, bom šel kar, mislim, tudi to pač, spremenil R pa Fi. Tukaj že malo nam lahko zaviši po neki simetriji, ne. Paleta, vsaj baje morske barve, ne. Torej, če je barva samo funkcija R-a, ne, bomo, dobili ciklične kroge, ki je spet prerisana, tako rekoč, barvna paleta od spode, ker tale R raste in potem jemlje barvo iz te spodne palete. Če to pridodam še kot Fi, ne, bo pa tukaj slika že malo drugačna, ne. Vidite, že pridemo do ene dokaj lepe simetrije. In seveda, kot sem rekel, če spremenimo paleto, ne, bo ta slika drugačna. Torej, še enkrat ponavljam, paleta, barvna paleta je izrednega pomena, saj v bistvu predstavlja krovno spremenljivko za vse dogajanje tukaj, ne. Še mogoče kakšen primer. Bolj kot kompliciramo formulo, ne, vidite, to je pač formulo, sem sestavil po občutku. Torej, to nisem omenil pri prejšnjem programu, če vam samo pokažem tole, ne, tisti, ki smo gledali prej. To so recimo formule, ki sem jih zlagal, dobesedno po feelingu in šele potem ugotavljal, kaj ona dela. Zato, ker, kot smo rekli, nemogoče je predvideti iz ene kompleksne formule, kaj bo pravzaprav ona dala. No, pri polarnih koordinatah smo bili, ne. Torej še, kakšen primer. No, eno tako bolj kompleksno, ne. Tu lahko so absolutno simetrične podobe. Če se še igramo z dodatnimi spremenljivkami, lahko pridemo tudi na prav asimetrične, tudi delosimetrične, simetrične po eni osi, naprej. No, en tak program, ki riše te stvari, je recimo tole, ne, če ga malo no, tako je šarpjeno. Evo, recimo zdaj, kar rišem tukaj po tej temni podlagi, v bistvu se pa to, naredi dosti lepe slike po celotni ploskvi slike, lahko se dela vzorce in tako naprej. Bi še pokazal, nekaj primerov shranjenih, recimo, ne. No, to je pa shranjeno, zdaj to se nariše trenutno, ne, tako je iz arhiva, vzorec, recimo, ne. No, to bi bile polarne koordinate, zdaj pa risane v kompleksne ravnini. Tukaj pa, torej, kot sem rekel, v vsaki točki v ravnini se da prirediti kompleksno število. Torej, za vsako točko obstaja število z je x plus y i, realna komponenta, imaginarna in naprej, i na kvadratna sena. No, in tu prihaja do enega pristopa, ki ga imenujemo iteracija kompleksnega števila. Kompleksno število z od n, to je tale formula, ne, z
od n je z predhodni, mislim z minus 1 na kvadrat plus c. To je formula Mandelbrottovega fraktala. Premalo časa je, da bi to razložil, ampak to je, mislim, najbolj enostavna formula za nek fraktal. Mi na vsaki točki iteriramo tole formulo. Mi gremo vertikalno dol in jo iteriramo in kontroliramo, ali vrednost tega izraza z na n je z na n minus 1 na kvadrat plus c, ali divergira ali konvergira. Če, mislim, divergira pomeni, da gre čez vse meje, če konvergira, ostane znotraj enega omejenega področja, ki sem jaz, mislim, omejil na enoto 2. Če je pa iteracij bilo več kot 200, sem smatral, da konvergira, ne da divergira, ne, da je šla, mislim, v neskončnost. Kaj ima to za risanje slike? Zelo veliko. To, mislim, število iteracij je v bistvu barva, s katerimo rišemo Mandelbrotov fraktal. Dokler ni bilo računalnikov, mislim, fraktalov niso mogli narisati. Peš se jih ne da. Težko, to bi moglo biti plate, da bi risal nekaj, pa še zdaj, pa to je tisto, mislim, ne bi bilo, ker, mislim, zanimivost fraktala je, da greš v njegovo globino. Mislim, torej, kaj so fraktali? V naravi, zdaj, mislim, žal z definicijami vas ne bi, mislim, preveč, mislim, da so ponavljajoči geometrijske oblike, samo podobni, mislim, gredo v neskončnost, njihova dolžina je večja kot tiste, kot bi izgledalo iz definicije. Mislim, primer fraktala, recimo, ne vem, obala med Izolo pa Koprom, ne, recimo, če gremo po cesti je 6 km, če gremo po skalah je ne vem, 9, če gremo po kamnih je 12, če gremo po drobnem pesku je 50 in, mislim, če gremo po atomih, mislim, primo do nekih ogromnih cifer za isto zadevo. Torej, fraktali so med nami v taki obliki, v naravi jih je polno, oblaki, ledene rože, polški, mesečninke, to je Cantorjev prah, to je, mislim, serpinski trikotnik, mislim, da so eni znani pričetniki fraktalne matematike in to je Mandelbrotov fraktal. Jaz bom rajši, mislim, pokazal, kako se riše, ker smo tako pri koncu bolj. Spet smo na unem programu, bo Mandelbrotov fraktal, paleta, evo, in rišemo. Evo, to je zdaj osnovni Mandelbrotov fraktal. En sam je Mandelbrotov, za isto velikost in iste parametre. Mi se lahko v ta, bom mogoče najdu kakšno boljšo barvo, recimo tako. V ta fraktal se lahko po mili volji poglabljamo, tako kot smo rekli, mislim, pri tisti obali proti Izoli. No, da bomo šli hitreje, bom povečal faktor na 50-krat, in bom recimo kliknil na rob fraktala. Torej, ta rumeno polje v sredini fraktala, to so vse točke Mandelbrotove množice. Te točke ne dajo nič. Izven fraktala, mislim, dobimo zelo revne, mislim, grafične podobe. Je pa na meji fraktala intenzivno življenje, ki ga lahko s tem poglabljenjem v samo globino slike po mili volji raziskujemo, no, recimo tukaj kaže nekaj lepega, ne. In mislim, fraktali so lahko izredno lepe grafične podobe, ta je zelo enostaven, to je osnovni fraktal, so programi, ki se dobijo na računalniku, ki rišejo čuda. Jaz sem se pač, mislim, poglabljal v tega, da sem vsaj, recimo, razumel celotno filozofijo fraktala. Tako da lahko, mislim, ga narišemo recimo ponovno,
istega, ne? In gremo se poglobiti na neko drugo točko. In gremo tam dol. Mislim, to poglabljanje, sicer, mislim, to povečevanje ne gre v neskončnost, predvsem iz enega razloga, ker, mislim, računalnik potem nekje ne. Torej, mislim, to poglabljanje nekako pride do tam 10 na 14, mislim 10 na 15 potenco, več pa potem se program ne obnaša več po algoritmih, ampak kar nekaj dela, nekaj kvadrati, ki mislim, nima več veze, mislim, sistemne, ne. Obstaja tudi, no, mogoče bi še tole, ne. Malo bolj živo, tako. Da še to pokažem, recimo, tele iteracije, ne. Mislim, torej, rekli smo, če dosežemo število iteracij 200, ni vtekla točka ven, je element Mendelbrotove množice in dobi neko barvo. Vidite, zdaj pa tukaj barvo, POZP je N krat 3. Torej, N je zdaj 200, krat 3 je 600. Torej, 600, vidite, tukaj modra barva, to so vse točke znotraj fraktala, ki so, mislim, element Mendelbrotove množice. Tale točka, tukaj gor, recimo, vidite, tale točka ima tukaj, je po 2 iteracijah že ušla ven iz tistega enotnega kroga z polimerom z 2. Tale točka tukaj, vidite, ima tukaj 4 iteracije. Tale točka jih ima 7. Tukaj blizu so točke z bistveno več iteracijami. No, zdaj, kaj je pa zdaj povezava med tem fraktalom in Julijajevim fraktalom? V vsaki točki Mendelbrotove fraktala pripada en Julijajev fraktal. Čisto drugačen. Bistvo je, da pa najdemo, mislim, prave parametre in parametre si izberemo recimo tukaj. In če zdaj, mislim, pri Julijajevem fraktalu je ista iteracija, mislim, vendar so pričetne vrednosti drugačne, zato tudi je potem slika bistveno drugačna. Torej, jaz moram, če rišem Julijajev fraktal, recimo s tole točko. Ta točka je x toliko, y toliko, evo, Julijajev fraktal, rišim, nič posebnega. Torej, sem bil na unem področju, ki ni produktivno, če lahko rečem tako. Če grem spet na Mendelbrota, zdaj pa, če vzamem točku iz tega mejnega področja, kjer se dogaja življenje, mislim, kjer fraktal živi, recimo, da vzamem točko tukaj, tole tak, in zdaj rišem Julijajev fraktal. Vidite, ta pa se že pojavi malo drugače. Torej, tisto točko, ko sem zbiral, se je reče parameter Julijajevega fraktala in velja za cel fraktal. Ko zberem drugo točko, dobim drugega. In tukaj spet ponovno, če želim, povečujem tole zadevo in raziskujem v to globino. To filozofijo sem porabil v enem od mojih programov, da se poglabljam v neko sliko in da raziskujem pojavne oblike v globine. To je zdaj, mislim, zelo teoretska zadeva, tudi slika je, mislim, to, kar se nam pojavlja, je dost tako geometrično, simetrično, matematično, mislim, bi rekel. Imam pa, bom še tole pokazal, imam program, ki bom samo par parametrov, mislim, nastavil, način je paleta, no, recimo. Dobro, recimo tole. Bo to pravo. Torej, mislim, tudi gledam, kateri bi bil primeren, da ga raziskujemo. No, mogoče tale.
Vidite, ta ni več nič, mislim, podoben Mandelbrotu, ker sem uporabil vse možne deformacije Mandelbrotovega izračuna. Tisti izračun prejšnji je bil čist matematični, kot more biti. Tukaj sem pa praktično jaz namirno deformiral izračun in s tem sem dosegel to, da ni več tiste geometrične lepote ali ne lepote, ne, mislim, recimo, ampak da se pojavljajo popolnoma stohastične slike. No, recimo, če zdaj tole sliko kliknem tukaj, ne, dobimo ven eno čisto, že eno zadevo, ki bi lahko bila že neka slika. Vidite, tukaj ni takih oblik, kot smo jih videli prej pri Mandelbrotu ali pa pri Julijevem fraktalu, ampak je že, recimo, ne vem, ena kompozicija v modrih barvah, lahko grem spet vanjo, recimo, ne, lahko kliknem tukaj, recimo, ne, kaj se tukaj skriva. Torej, to se vse preračunava sproti zdaj, to je teh, mislim, 600,000 točk, ki se morajo preračunavati in ker se vse te iteracije tistega števila dogajajo in se preverjajo, a je dosegla 200, a ni dosegla, a je pobegnila ali ni pobegnila, ne. Torej, to bi bil, mislim, osnovni princip, mislim, to so treje principi, ki jih znotraj mojih programov uporabljam. Imam pa razvitih tam, mislim, programov ogromno, veliko, kjer rabim. Mislim, marsikaj drugega, rad bi vam pokazal še enega samo, torej, to je tole, no. Ta je eden, mislim, novejših programov, ki mi je nekako, evo, recimo takole. Riše čisto sliko, nekaj riše. Včasih, mislim, pridejo cele pokrajine, ne, mislim, če tole ponovim, zdaj, mislim, hoče kako drugo paleto, ne. Mislim, značilno pri temu programu je, mislim, še nekaj, ne. Že pri paleti spreminjam barve, ki so v programu shranjene. Tukaj pa še program med samim delom spreminja barve. Teh črt, ki potem nekako tvorijo neki pejsaž ali pa neki tak. Te niso vse iz palete, ne? Ne, mislim, so vse s paletama spremenjene po različnih funkcijah, ne. Potem so, recimo, ne vem, primeri, ne vem, takih, ne. To so tudi kot neke mrežaste pokrajine, mislim, da stanejo, torej moraš imeti malo fantazije potem, ne. Boli želodnic. Toliko bi bilo za tole uvrstov, ja. Kak je nastala Postrv? Postrv, to je bila, tega programa pa ni tukaj. To je bil še GV Basic program, še star program. Iz točk. Ja, mislim, na spletne strani verjetno jo imam kje. Hvala lepa. Zanimivo predstavitev. Zdaj imamo pa še čas za vprašanja strani publike. Imamo ideje, voda, vprašanja. Ja, lahko se ponec še lep portret, ki si se z matematiko nima veliko veze. Ampak je pa zanimiv, ne? Recimo, portret je Einsteina, ne? Ja, vidite, zdaj smo pa tam, da nimam. Mislim, druge računalnike.
Skratka, tukaj so trije pristopi, ki se lahko tudi med sabo kombinirajo, ali ne? Ja, se. Torej, jaz mislim rečem tako imenovani ping-pong. Iz enega programa, mislim, en program rodi eno sliko, jo da v zalogovnik, jo prepiše drugi, jo nekaj obdela, jo prepiše tretjega, pa oni spet. Tako da zdaj recimo, mislim, pa to je treba peš delati, ne? Ampak, mislim, lahko delam izredno kompleksne slike s tem, ko pravzaprav med programi prenašam delno izdelane slike in dodajam nekaj, na vrh rišem nekaj in tako naprej. Možnosti je veliko. Ogromno. Še kraška pokrajina, recimo. Edini program, ki riše stilizirano podobo iz realnega sveta, je program, ki riše jesenski pogled na kraško krajino. Ta nima nič veze s fotko, to je, mislim, narisano z algoritmi, s tem, da program pozna elemente krasa, pozna, kaj je grm, kaj je brin, kaj je ruj, kaj je grmovje, kaj je nebo, mora vse to vedeti, kam bo to postavil, da to obrne gor in tako naprej. Mislim, ta program je bolj iz programerskega kot iz matematičnega vidika. Je pa, mislim, dokaj virne slike pridejo. Še slike Kopra še nimate, ne? Verjetno. Tudi, ja. Dobro, potem še enkrat hvala.